menite, da bo DARS vključen ponovno? Ali ne? Koji sem tudi javno sektor? Poznam, glede DARS-a. Jaz mislim, da to je še vprašanje vključitev, da to se pozgodilo. Še ni vključitev. No, vidimo, kaj napovedujete, da se bi napovedilo? Težko napovedujemo, kako. Odločitev še ni sprejeta. Težko pa napovedujemo. Kdo pa sprejme? Eno stvar. Ja. To pa rekord poveste, recimo, kaj... Ne, da rekord to moramo narediti. Težko povemo to. Da pa pričakujete, v bistvu to učitev je ostati tam za nekakšen časovni okvir? Ja, izvolite, ja. Ne vem, če je to off the record. Ni off the record. Ni off the record. Misija Eurostata, ki je bila junija tu, je jasno predelila pogoje, oziroma kdaj se lahko zgodi, da bo DARS vključen v sektor države. In tu je problem izkazovanja prihodkov od vinjet. Dokler bomo imeli, in če bomo ohranili vinjete, samo letne in polletne, se bodo te po odločitvi, Eurostat je sprejel letos konec marca eno posebno uredbo o klasifikaciji prihodkov for the use of roads, se pravi za uporabo cest. Analizirali so cestnine in vinjete. Kar se tiče cestnin, je odločitev, da v vsakem primeru cestnine se smatrajo kot tržni prihodek DARS-a, oziroma inštitucije, ki se ukvarja ki pobira štele dajatve na avtocestah. Pri vinjetah je pa bila odločitev, da se štejejo kot tržni prihodek samo vinjete, ki so krajše, ki se pobirajo za krajše obdobje od polovice leta. V primeru Slovenije, če bomo ohranili vinjete, take kot so zdaj, je odvisno od tega, in to je eksplicitno v stališčih, kolikšen bo delež prihodkov DARS-a iz naslova vinjet. Dokler bo, to je tisto, kar sem izrekel, 50% je kriterij, dokler bodo prihodki od kamionov in ostalega prometa, ki se še vedno pobirajo po principu cestnine, predstavljali več kot 50% prihodkov DARS-a, do takrat se bo DARS izločil, do takrat bo DARS, tako kot je zdaj razvrščen kot javno podjetje, sicer javni sektor, vendar izven sektorja države. Ko pa bi se zgodilo, da bi vinjete predstavljale več kot 50% prihodkov DARS-a, bo pa po teh merilih DARS uvrščen v sektor države. Koliko zdaj predstavljajo? Prosim. Ne imamo stališče. Ja, ne, to je edino prav, vsi to mislim, nimamo, to je prav in to je... Vete, o tem, jaz mislim, da o tem potekajo še razgovori, o tem tudi največje ministrstvo za promet že dobilo končno odločitev. O tem smo brali v časopisju in seveda mi težko tukaj, kako bomo kakšne prihodke ocenjevali z vidika proračuna, z vidika javnih financ, dokler seveda ta vsebina ni znana in dokler seveda zaključki, ki jih pač Evropska komisija vodi, niso zaključeni. Tukaj je seveda potem vprašanje tega knjige. Izvolite. Ali lahko vi kakorkoli sugerirate ministrstvo za promet, kaj bi bilo? Vete, jaz odločitve Evropske komisije glede vinjet še nisem videl, morda kolega Verlič videl. In seveda mislim, da tudi ministrstvo potem pripravi odgovor na to, pravzaprav vlada pripravi odgovor. In seveda v okviru tega, če vlada pripravlja odgovor, v tem vladnem stališču so stališča vseh ministrstv. Je nosilec, pa mislim tukaj ministrstvo za promet. Še eno, a nam lahko čist plastično prikažete, kaj se zgodi, če je DARS, torej v tem primeru, da vinjete presežejo 50% prihodkov DARS-a. Kaj to pomeni za državo? Vete, mi nimamo v tem trenutku vseh podatkov, kaj pomeni, če bi bilo 50%, če bi bilo manj kot 50%. Ko bomo te podatke dejansko imeli, potem bomo seveda to lahko naredili. V tem trenutku tega ne moramo narediti. Mislim, težko uganjujemo, če bi bilo in tako naprej.
v primeru, da je DARS obveščeni sektor države. Pravim, da nimamo teh, če bi bilo, ni bilo in tako naprej. Teh podatkov ni. So čisto tako, so rekli, da se upoštevajo cenoten DARS, imamo 2,5, zdaj bi 3,5 in javni dolg in javni primanjkljaj. In bi to zvedelo, da v tem ni kakšnih dvomov. Mi ne rečemo, da ni dvomov, ampak ni še te odločitve sprejeli. Izvolite. Računsko sodišče opozarja, da bi bilo fino, če bi se pripravi javnih garancij in proračuna in podobno upoštevali strožji mednarodni standardi, ne samo ta ESO95, ampak nek IPSAS, če sem prav razumel. Da večina držav že upošteva te strožje mednarodne standarde in je potem tudi bolj enotno vse to poročeno. Marija, ti boš lahko povedala, kaj pomeni IPSAS. IPSAS, mislim, da... Prvič, mednarodni računovodski standardi so strokovna pojasnila kot pripomoček računovodskim delavcem v odločitvah takrat, kadar pravni predpisi države ne opredeljujejo določene kategorije na strani prihodkov, na strani odhodkov, na strani sredstev, na strani virov sredstev. V Sloveniji imamo za sistem vodenja poslovnih knjig, za tako proračuna kot proračunskih uporabnikov sprejeta dva osnovna predpisa. En je zakon o javnih financah, drugi je zakon o računovodstvu, z vsemi podzakonskimi predpisi. V zakonu o računovodstvu je navedeno, da se poleg zakona upoštevajo tudi slovenski računovodski standardi v tistem delu, kar ni opredeljenega v zakonu o računovodstvu in njegovih podzakonskih predpisih. Mednarodni računovodski standardi javnega sektorja, imenovani IPSAS, so priporočilo posameznim državam, da jih, če želijo, morajo, lahko uporabljajo. Kakšne odločitve so v posameznih državah glede tega sprejete, je gospod Vencel prej povedal. Zaenkrat v Sloveniji takšne odločitve v pravnih predpisih ni sprejete.